Janša je v COVID-19 ubijal ljudi s cepivi, Golob pa z rubežem premoženja za poplačilo milijard evrov. Oba z namenom digitalizacije države in nas državljanov. In danes je bilo objavljeno v Vladi Republike Slovenije, da smo digitalni zombiji prvi na svetu, kar se digitalizacije tiče v Sloveniji. United Nations je izdalo dokument, da je Slovenija prva, kar jaz menim, da je spet veliko natolcevanje, zaradi tega, ker državni uslužbenci izgubljajo živce, državljani se pritožujemo in rabijo spodbudo, če ne druge pa z vrha od tam, kjer pač ta navodila prihajajo. Tako da ljudje vztrajajte pri svojem, ne dovolite, da vas programirajo, ne dovolite, da vam na TV povejo zakon, ki to ni. Zahtevajte individualno obravnavo. Danes mi je nekdo napisal na Facebook, dobil sem od Gursa in sploh nisem vedel, da živim v vili. Ena gospa je napisala, nisem vedela, da je moja lopa 35.000 evrov stara, pa je vsa preluknjena in vrata manjkajo. Je sredi jaz. In kdo je dal pravico v Gursu, da sploh snema te zadeve, zasebne? Namreč ljudem se trga, ne? Ti ljudje več nimajo kompasa, ne moralnega kompasa, torej splošni moralni kompas je izginil, ljudje božji. Ni več univerzalnega moralnega kompasa, niti etičnega. In tukaj nastane velik problem, ker moramo to iglo postaviti nazaj na zvezdo Severnico. In se ne pustiti zmest, ne levo, ne desno, samo naravnost. Tako je napisano, tukaj je ustava, tako je prav. Pa še ustavo so nam že čisto spremenili, ker se sploh ne bi smela spreminjati. Ko ustavo spremenijo, veste, da jih nekaj zelo moti in da morajo nekaj narediti, ker drugače ne morejo, ker so si to sami napisali. Torej, gremo naprej. V tej predstavitvi sem z vami Mihajl Belis in naredili bomo v bistvu to, bom rekel, takšno primerjavo. Zgodovina, glejte, ne meri časa po urah, temveč po trenutkih. Ko resnica prodre tančico tišine v Sloveniji, so se takšni trenutki začeli zbirati kot temni oblaki že v času tako imenovane epidemije COVID-19, ko je oblast pod vodstvom Janeza Janše uvedla vrsto ukrepov, ki niso bili le represivni, temveč so imeli za posledico tudi izgubo mnogih življenj, svobode, dostojanstva, zapiranja. Glejte, vse pod geslom varovanja zdravja, vse za drugega. A za tem geslom pa se je skrivalo nekaj povsem drugega. Laboratorijsko umerjen eksperiment nad celotno populacijo, kjer je bilo cepivo bolj politično orožje kot medicinski pripomoček, kot nekaj za zdravje. Danes, ko je dim zastrupljenih injekcij nekoliko razrečen, se zdi, da nas nova doba ne rešuje, temveč nas dokončno ugrablja. In če gremo zdaj naprej, ko je Janševa vlada ugasnila in je prišla iz nič, kar v enem tednu nova stranka se je pojavila, naenkrat beseda svoboda, spet program, ne? Golobova vladavina, svoboda pod prisilo, se ne borimo več za zrak, veste, borimo se za streho nad glavo. In če so Janševi ukrepi merili na telesa in na zdravje, so tokratni Golobovi usmerjeni neposredno v premoženje, dušo in psihološko stabilnost vsakega državljana, vsakega posameznika, vsakega izmed nas. Torej, finančni kolaps države, prikrit pod pojmom zelenega prehoda in digitalizacije, se zdaj prelaga na pleča ljudi. Državi zmanjkuje denarja, okoli 300 milijard vrednosti je v nepremičninah, ki ga morajo še ljudem zapleniti, podržaviti, zato da bo to postalo javno, da bodo lahko prodali.
Gre za prehod iz digitalizacije oziroma iz človeškega mesa in krvi v kompjuter, brez občutkov, brez življenja. To ne govorim. In sedaj se prelaga vse to na pleča ljudi z mehanizmi, ki niso nič manj nasilni kot Janševe maske in cepljenja. Tokrat gre za rubeže, prefinjene, mehke, tople, prijazne besede. In to ti v medijih napišejo, nimaš pravice do pritožbe. Ustava pa jasno pove, kadarkoli se lahko komorkoli pritožiš. 25 člen. Ja, 25. člen ustave je zelo jasen. Veste kaj, tukaj gre v tej zadevi za tihe digitalne oblike razlastitve. Najprej te dajo v računalnik, potem pa to zrealizirajo. In vse prihaja pod krinko tako imenovanih reform. Kaj pa so reforme? Ja, Agenda 2030, 17 ciljev, globalna agenda, ki z nacionalnim programom, dragi moji, nima nič skupnega. In te oblike razlastitve prihajajo pod krinko točno teh popisov in katastorskih posodobitev. In ljudje, ki nekaj vedo o tej zadevi, ki so dolga leta delali na Ministrstvu za finance in na Ministrstvu oziroma tudi zdaj je to za vire in ne vem kaj, je 20 ministrstev in ne vem niti, kdo so vsi ministri, niti ne poznam imena vseh ministrstev, zato ker so to razširili, da ljudem zbegajo, tako da človek ne ve več, kam naj se pritoži. In če nadaljujemo, gledajte, če je Janševa vlada v času covida uporabljala medicinsko diktaturo, Golobova vlada zdaj upravlja z digitalno ekonomsko diktaturo. Gre za isto stvar, vendar z različnimi orodji, namen je pa povsem enak. Podrediti posameznika sistemu, ki služi interesom zunaj naše volje in demokratičnega nadzora. In gre za programiranje psihe in duše, kot boste nocoj videli. In oba, ali pa recimo obe vladi, tako Janševa kot Golobova, kljub vsem navideznim razlikom govorita, veste, adekvatno isti jezik. Isto stvar, jezik digitalne transformacije države. Eden za odkrivanje kontaktov, ja, za sledenje, za povezave ljudi, drug pa na podlagi tega za odvzem premoženja, življenja in izpodkopavanje morale in etike in zdravja ljudi. Ne? Pravica se naenkrat meri v QR kodah. Lastnina v zračnih posnetkih. Si morate predstavljati. In njihov algoritem sam določa, koliko je vredna vaša nepremičnina. Zelo bogate nepremičnine so zelo poceni in nič vredne zelo bogate. Tako da obe strani v bistvu prikrajšajo za finančni vidik in tudi za življenje. Dostop do zdravstva, da o tem ne govorimo, govorijo, kaj se v zdravstvu dogaja, ne? Potem pa pokličeš in se ti nihče ne oglaša. Če se pa kdo oglasi, si pa leta 2035 na vrsti. Nič koliko takšnih naročil sem videl. Leta 35 za pregled, zdravstveni, za pregled, kje pa je zdravljenje? Ok? Vprašajmo se, ali ni to ista totalitarna logika, le z drugo obleko. Torej, namesto policista z gumijevko na cesti nas zdaj spremlja uradnik za davčne evidence. Namesto pogojnega izhoda iz občine nas zdaj blokira kreditna nesposobnost. Zaradi posplošene vrednosti starega kozolca. Kam smo prišli, ljudje? In medtem, ko so mediji v času Janše utihnili, pod težo strahu, zdaj pod Golobom molčijo pod težo lastništva. Ker so že zdavnaj postali PR služba digitalnega prehoda. Oba sistema, pandemični in postpandemični, temeljita na strahu. Janšev režim je ljudi ustrahoval z virusom in smrtjo, Golobov pa z inflacijo, rubeži in izgubo osnovnih življenjskih človeških pogojev. A pravi virus
se skriva, veste, drugje. Če sem čist pošten, se pravi virus skriva v kapitulaciji politične elite pred nadnacionalnimi strukturami, ki jih mi državljani nismo vodili in uporabljajo vsako krizo, ki je umetno narejena z namenom za preoblikovanje družbe, naših možganov, našega obnašanja, naše volje v smeri totalitarne nadziranosti. In digitalizacija, ki naj bi bila z namenom lajšanja življenja, je postala trojanski konj za izgubo svobode. In ko država obvladuje vse evidence, vsak kotiček našega življenja, od zdravstvenih kartonov do vrednosti vašega objekta, od bančnih transakcij do lokacije vašega mobilnega telefona, niste več svobodni človek. Ste zgolj upravljana enota v sistemu, kjer bo o vaši usodi odločal, kot že odloča, algoritem, ne pa sodišče. In kjer vam bodo socialne pravice, subvencije ali celo možnost potovanja lahko odvzete ne z zakonom. S klikom. Finance, klik. Ne moreš potovati, klik. Hočeš se z avtom odpeljati na morje, klik. Avto ne bo peljal. Je totalno drug nadzorni sistem. Še hujše kot doma, ko se sedeš v avto, si v makro in infrastrukturi pod totalnim nadzorom. Ampak ljudje nič ne vedo. Dragi moji prijatelji, spoštovane članice Društva za srečno življenje Beli, spoštovani člani in vsi, ki nas spremljate na družbenih omrežjih, naj vam bo jasno, kar vam govorimo že mnogo let. 5 let. Mi Slovenci smo narod. Če gremo v zgodovino, ki smo preživeli turške upade, ki niso bili enostavni. Fašizem, nacizem in komunizem. Kaj so delali vse s slovenskim narodom? A vprašanje je, tokrat resnično vprašanje, ali bomo preživeli birokratski digitalni fašizem, ki prihaja z nasmeškom, brez metka in z obljubo učinkovitosti in z žigom EU, Evropske unije. Čeprav sta se Janša in Golob na papirju politična nasprotnika, veste, sta v resnici oba del istega zgodovinskega toka. Globalna integracija, izguba suverenosti, pretvorba, to je končni cilj človeka v podatek. Eden nas je ubijal s cepivi, drug s položnicami. Eden nas je priklenil na domove, drug nas bo iz njih izselil. Eden nas je zaznamoval z zelenimi potrdili, drug z rdečimi številkami. Oba pa sta odigrala svojo vlogo v digitalnem rezu človečnosti. In s tem se še hvalita. Janša ne govori o smrtih v času covida, ampak o finančni rešitvi države. Kot da bolezni ni bilo. Seveda, šlo je samo za denar, ne za ljudi. Včeraj sem ga poslušal, ko je imel govor za SDS stranko. Sramota. On je tam zaradi financ, ne zaradi ljudi. On je reševal finančne stiske. Najprej ljudi zaprl, potem pa PKP, ne? Zdaj pa bomo reševali. Kaj bomo reševali? Zdravje ali finance? Ni več pomembno danes, kdo je levi, kdo je desni. Pomembno je, kdo se še upa postaviti po konci in reči, ne boste nas izbrisali, prijatelji. Zaradi tega, ker ne pašete v ta slovenski prostor. Kolaboranti, ki sodelujete z drugimi nadnacionalnimi organizacijami, s katerimi slovenski narod nima nič in jih ni volil. Ne boste nas izbrisali ne z iglo, ne z digitalnim podpisom. In tudi ne s tiho razlastitvijo našega premoženja. Tukaj smo mi gospodar in tukaj bomo mi rekli, kako bo. Ne tujci preko vas. Koruptirana parabenska slovenska politika v državnem zboru pri samem vrhu. Ne bomo se dali sterilizirati ne biološko, ne ekonomsko in ne duhovno. To mojo izjavo, ki sem jo zdaj izrekel, podpišem pri polni zavesti z vsemi dokazi. Moje ime je Mihael Belis
In to sem izrekel v Ljubljani 31. maja 2025. Bravo. Izjavo sem dal tudi na družbena omrežja, kjer me je nekdo opozoril, naj se opravičim Golobu, da ni prodal države, je napisal. Dragi moji, no pa poglejmo dejstva. Kaj pomeni sploh prodati državo? Golob ni prodal države, ne. Kaj pa potem? Dobro poslušajte, kaj bom zdaj rekel. Splošni sporazum s Svetovnim gospodarskim forumom. In kaj žanjemo danes? In kdo je podpisal to? Golob. Nekateri danes še vedno s peno na ustih branijo Goloba, kot da je on nekakšen svetnik nove dobe. Kot da je nevedni fantič, ki ne razume, kaj podpisuje. Kot da ni gospodar energetskih lobijev, financiran strani tistih, ki z eno roko držijo naše štromarje, z drugo pa mikrofon globalistov. Golob ni prodal države, pravijo. Pa poglejmo skupaj, kaj dejansko pomeni prodati državo in kaj se je zgodilo po podpisu tistega zloglasnega papirja. Kaj je splošni sporazum o sodelovanju s Svetovnim gospodarskim forumom? Kaj to pomeni? Torej, najprej pojasnimo tisto, kar večina medijev niti ne omenja, niti ni omenila, niti nimamo teh informacij. Verjetno tudi vi danes prvič to od mene slišite. Poslušajte dobro, splošni sporazum, generalni sporazum med sodelovanjem med Vlado Republike Slovenije in Svetovnim gospodarskim forumom je bil podpisan kot tiha zaveza Slovenije implementaciji globalnih ciljev, ki jih oblikujejo neizvoljeni korporativni deležniki iz Davosa. Deležniki iz Davosa iščejo biznis. Podpisati, dragi moji, tak sporazum pomeni predati celotno suverenost političnega odločanja mednarodnim interesom, ki niso odgovorni slovenskemu volivcu. Noben državni zbor ni odločal o tem. Nobena dvotretjinska večina o tem ni odločala, o tem ne obstaja dokument. Noben referendum ni bil okoli tega, da je to volja ljudstva. Noben predhodni posvet z ljudstvom, samo podpis med prsti Goloba na papirju, ki odpira vrata digitalni diktaturi. Med seboj so se zmenili, brez nas. Kaj bojo z nami počeli? Mi pa jih plačujemo. Svetovni gospodarski forum je znan, veste, po svoji agendi, imel boš nič in boš srečen. In mi smo Društvo za srečno življenje Belis. Da, biti srečen pomeni nekaj povsem drugega, ne pa imeti nič in biti srečen. In glej ga zlomka, Golob podpiše sporazum, na to pa začne njegova vlada. Točka 1. Samo moment, rabim malo vode. No, zdaj sem dobil vodo, hvala, evo. Ker mi ni vseeno, kar bom zdaj povedal. Torej, po točko 1, po podpisu Goloba se začne dogajati. Popisovati zasebno lastnino na Gursu in način, ki omogoča hiter prenos v režim javnega interesa ali dolgotrajne oskrbe. Torej, se pravi, naše premoženje želi, da postane javno, zato da bodo lahko k nam vstopali brez sodnih odločb, da nam vzamejo vse pravice in državno bo postalo zasebno. B. Izvaja reformo zdravstva, ki temelji na digitalni obravnavi človeka in smo kot QR kode, nihče nas več fizično ne pregleda. C. Pritiska na gotovinsko poslovanje, da bomo vsi pod kontrolo bančnega sistema z digitalnim evrom. In v posmeh tega opiše še to v ustavo, kot posmeh vsem, vse imate v ustavi. In policist, seveda, če bi bil zdaj tukaj pisavca, ne, bi rekel, da je to resnično. D. Uvaja digitalne identitete,
ki ne bodo združevale z biometričnimi podatki. Digitalne identitete se bodo združevale ne samo z biometričnimi podatki, pač pa z vsem, kar smo in kar imamo. In naslednja točka, poslušajte, prenaša socialne funkcije države, veste kam? Socialne funkcije države na nevladne organizacije, ki so povezane s tistimi strukturami, ki krojijo nove svetovne rešitve. Danes po noči je prišel en e-mail, kjer nekdo spodbuja, če ima društvo Bilis kakšno idejo za nove socialne, bom rekel, rešitve glede dolgotrajne oskrbe, da oni bi to radi slišali. Jaz sem samo zradiral tak mail. Egidi, kaj mi tukaj? A boš daj ti, prosim, ja? Jaz sem malo asistiral, da Golob ni prodal države, je pač Mihael dokazal. V kazenskem zakoniku imamo pa napad na neodvisnost države 350. člen, ki govori, državljan Republike Slovenije, ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost ali odvisnost nasproti drugi državi, se kaznuje z zaporom od 1 do 10 let. KZ1, 350. člen. Ja, Egidi, srčna hvala za to. To pomeni kaj? To pomeni? Golob 10 let zagrožene kazni. Čez drugo državo podpiše? Ki poskuša spraviti Republiko Slovenijo v podrejenost. V podrejenost. Problem je v tem, da ne more nikogar tožiti zaradi tega, ker piše samo ena država z drugo državo. Svetovni gospodarski forum je pa zasebna entiteta in sploh ni država. In problem je v tem, da so to, preden so to storili, vse premislili. Golob ni nič kriv. Pravno, gledano, ni nič kriv, ker je podpisal z društvom, ne pa z državo. Razumete, kje je pravni trik? Kaj delajo ti ljudje? Ja, če ti daš suverenost neki drugi državi, ok, ta člen pride v upoštev. Ko pa pride društvo, kot Svetovni gospodarski forum, ali pa recimo United Nations, ki so ravno tako društvo, ali pa WHO, ki je navadno društvo, to je isto, kot če bi se Golob z društvom Bilis za srečno življenje zmenil, da bo vsa Slovenija srečna. Tako se je pač zmenil, da bo vso Slovenijo zmeniral. Brez soglasja. Brez vsega. Vse izginja. Digitalni sistemi prepoznave obraza človeka pa napredujejo. In če nisi priden državljan, ti bo v prihodnosti lahko omejen dostop do osnovnih storitev, to, kar smo prej govorili. Glejte, to niso teorije zarote, to je načrt Davosa, pod katerega se je podpisala slovenska vlada kot pogodba z društvom, s forumom, ne z drugo državo. Še enega imamo. Egidi je našel še nekaj, pridi. Če en zakon obstaja, ki se mu reče sabotaža, 357. člen, kdor zato, da bi ogrozil ustavno ureditev ali varnost Republike Slovenije prikrito, zahrbtno ali na drug podoben način povzroči pri upravljanju svoje delovne obveznosti veliko škodo državnemu organu ali organizaciji, v kateri dela, ali drugemu državnemu organu ali organizaciji, se kaznuje z zaporom od 1 do 10 let. Sabotaža. 357. člen KZ1. Golob je kriv že za 2 člena. To pa dejansko je, če si to zapišete, poglejte, in to je dokaz za vsako vašo problematiko v javni upravi, je dokaz ta člen in dokaz podpis te pogodbe, da se izvajajo stvari, ki so sicer uradne, in zato so hoteli pred 3-4 meseci zakriti tudi vse mednarodne pogodbe, vse mednarodne podpise, zato da bi Slovenci še bolj bebavo izgledali. Dovolite, ker nobena vlada nima pravice, še enkrat ponavljam, nobena vlada nima pravice, to je 2-krat zanikano, da plus, brez demokratičnega procesa navezati države na tuje
korporativno vodene agende, veste, to ni sodelovanje. Ne, to ni sodelovanje. To je podreditev, to je sabotaža. In Golob jo je podpisal v imenu vseh nas, brez našega soglasja. To je prodaja, temu se reče izdajstvo, tiha sabotaža. To je izdajstvo, ljudje, zbudite se. Ne Janša, ne Golob nista neodvisna. Janša je prodajal zdravje z Big Pharma, cepivi, Golob pa prodaja zemljo, lastnino in našo svobodo s pametnimi rešitvami, v navednicah, s pametnimi rešitvami za digitalno prihodnost. Oba sta služabnika istega sistema. Enega so pošiljali v tujino s čipom nad roko, drugega z aplikacijo čez srce. Za zaključek naj vam povem, prihaja obračun, še prej pa bo Egidi nekaj prebral. Glede na to, da gre tle za izdajstvo naših slovenskih podatkov, osebnih podatkov, je tukaj še en člen, ki izpolnjuje Golob te kazniva dejanja. 358. člen vohunstvo, obrazloženo z naslednjim stavkom. Kdor služi tuji državi ali tuji organizaciji ali njunemu agentu, tako da zbira zaupne vojaške, gospodarske ali uradne podatke ali dokumente ali jih sporoči ali izroči ali jih omogoči, da pride do njih, se kaznuje z zaporom od 1 do 8 let. Vohunstvo 358. člen. KZ1. Jaz ne bom več brskal, itak imamo kriminalca, velizdajalca, vohuna, saboterja in Janša isto. In ta vlada se je odrekla ljudstvu, oni delajo za denar. Zdaj pa Bog nam pomagi. Kaj še imamo? To je to. Julijana. Egidi, srčna hvala ti za to, da imaš kazenski zakonik s seboj, da slediš, bom rekel, temu toku, ki ga predvajam. Srčna hvala. Hotel sem reči, prihaja obračun. Spoštovani, vsi, ki nas danes sledite, država po vsem povedanem ni več vaša, ni več naša. Če jim pustimo, da jo tiho vodijo zunanji scenaristi, to, kar je zdaj prebral Egidi po kazenskem zakoniku, se dogaja točno to. Veste, Golob ni naiven, Golob je inženir prehoda skozi elektriko, digitalizacijo in socialni inženiring, uvaja pri nas neki novi red, v katerega bo svoboden samo tisti, ki se bo popolnoma podredil nadzoru, tako kot bo Golobček zapiskal. Ali pa naslednja vlada, ki bo prišla. Sporazum s Svetovnim gospodarskim forumom, gledajte, ni zgolj črka na papirju, je akt podreditve Republike Slovenije in po kazenskem zakoniku je to kaznivo dejanje. Zakaj država ne odreagira? Kje je predsednica Republike Slovenije, ki bi to demolirala? Ali pa ustavno sodišče, ki bi reklo, ustavimo vlado, dokler se zadeva ne razčisti? Kajti ljudski glas mora biti slišan. Sporazum s Svetovnim gospodarskim forumom, ponavljam, ni zgolj črka na papirju, je akt podreditve in če ne bomo tega dojeli zdaj, bomo to kmalu občutili na svoji koži, zemlji in svoji lastnini.